Capo di Istria Refošk 2013 vina Koper in oljčno olje Sabadin Belica in oljčno olje Sabadin Belica sta letošnja nosilca naslova Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper 2021. Župan Aleš Bržan pravi, da je zadovoljen, da se lahko občini pohvalijo z velikim številom pridelovalcev kakovostnih vin in oljčnih olj, pa tudi, da je med njimi vse več mladih, ki bodo to tradicijo ohranjali v prihodnje. Na natečaj za Županovo vino je letos prispelo 40 vzorcev vin, od tega 16 vzorcev Malvazije in 24 vzorcev Refoška. Gre za že drugo zaporedno zmago koprske vinske kleti, ki je najvišji naslov prejela tudi lani. Predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre Ingrid Mahnič je v imenu komisije povedala, da je za njimi težko delo, saj so bili vzorci vin res odlični. Čeprav so merila za ocenjevanje visoka, je zlato medaljo letos osvojilo kar 25 prijavljenih vin. Prvič pa so podelili tudi veliko zlato priznanje. Prejel ga je zmagovalni Refošk letnika 2013 kleti Vina Koper, ki je komisijo prepričal svežo in sadno aromo, polnim okusom, eleganco ter mehkobo. Jaz sem izjemno vesel, da smo že drugo leto zapored prejemniki nagrade Županovega vina. Letos še posebej zato, ker smo prvič dobili veliko zlato medaljo, tako da gre za eno tako priznanje vsem nam, predvsem našim enologom in vsem tistim, ki se trudimo za to, da to vino res je izjemno dobro in priljubljeno, tako pri nas doma, kot tudi v tujini. Jaz obljubim, da se bomo še naprej trudili, da bomo delali dobra vina in mislim, da je to Županovo vino ena taka spodbuda tudi za naprej. Tudi natečaj za Županovo oljčno olje je letos naletel na odličen odziv. Koliko olje je prispelo in na kaj je bila pozorna komisija? Na letošnje ocenjevanje je prispelo 32 vzorcev oljčnih olj. 8-članska komisija je ocenjevala harmoničnost olj, intenzivnost zaznav, torej vonja, okusa, celovite arome in seveda tudi pikantnosti, ki je značilna za oljčna olja, predvsem tista bogata na antioksidantih. Pridelili smo veliko zlatih priznanj, nekaj srebrnih, dejansko pa zmagovalna olja oziroma prvi trije so zelo dobre kakovosti, kljub temu, da je bil letnik 2020 nekoliko bolj zahteven, predvsem zaradi pojava škodljivcev. Oljčna muha je v septembru povzročila kar veliko škode in kdor ni pravočasno pristopil k agrotehničnim ukrepom, obiranju in predelavi, seveda ni mogel doseči visoke kakovosti olja. Na splošno dejansko zmagovalno olje je bogato na aromi, poleg sadežnosti so prisotne še druge arome, ki spominjajo na mandelj, sveže pokošeno travo, artičoko, mandelj in je harmonično. Kaj pomeni to? Da je intenzivnost sadežnosti uravnotežena z grenkobo in pikantnostjo. Tako olje je sigurno vrhunsko in bo zdržalo tudi dlje časa ob primernem shranjevanju. Z nazivom Županovo oljčno olje 2021 je stroka okronala oljčno olje Sabadin Belica, ki ga je pridelal Daniel Sabadin. Jaz bi se vsem zahvalil za to veliko priznanje. Letna je bila še kar težka zaradi muhe, vendar pravilno ubiranje, zgodnje ubiranje in korektno delo in dober torkljar smo prišli do tega velikega uspeha. Ta belica je bila nekaj posebnega med pikantnostjo, grenkobo in zelo uravnovešena in prijazna za okus. Zaradi veljavnih omejitev in ukrepov sicer tradicionalne podelitve letos niso izvedli. Župan Kopra je v Pretorski palači izročil le najvišja priznanja, medtem ko so drugim priznanja poslali po pošti. Vsem sodelujočim se jasno zelo zahvaljujem, zmagovalcem čestitam iz srca in bomo poskrbeli tudi mi za en delček promocije, kot se spodobi v obliki Županovega vina in olja.